Dobrega učitelja se bomo spominjali tudi, ko odrastemo, kajti na nek način nas je sooblikoval. V otroku zna prepoznati tiste dobre lastnosti, jih postaviti nekam na višje mesto. Zna pa istočasno tudi kdaj biti strog pa hud, če stopi otrok stran poti. Dober učitelj zna povezovati, usmerjati, navdihovati, pa se smejati. Zjutraj pridemo, se pozdravimo, včasih naredimo eno dihalno vajo. Pri meni še vedno ostajajo učenci. Ostanejo pa zato, ne iz tistega strahu spoštovanja, ampak zato, ker v enem delčku sekunde smo mi na isti valovni dolžini. V bistvu imamo zdaj že tako narejeno. Pri matematiki, naprimer po 10 računih, lahko oni kadarkoli vstanejo, ne kadarkoli, morajo najprej nekaj narediti, vstanejo pa lahko naredijo par počepov, ne vem, sklece, skratka se razmigajo. Ponavadi otroci nimajo zadovoljenih potrebe po ljubezni, pa tudi pol pomoči. In potem jaz, na začetku sem jaz bila malo bolj stroga, kot sem zdaj, ampak potem s časoma dobivaš tisto modrost in vidiš, da se da vse na lepo. Zdaj, zadnje čase, pa s temi tehnikami NLP-ja, hipnoze in coachinga, to pa lahko delaš čudeže. In res tisto najboljše v otroku se da pridobiti ven. V srednji šoli sem imela pravo ali pa učiteljico in hvala Bogu sem se odločila, da bom učiteljica. Sreči sem jaz takrat trenirala otroke plavanje po moji zaključeni karieri in ti otroci so mi dali toliko energije, da sem jaz prišla v bistvu večer, ko bi človek pričakoval, da bom utrujena, sem prišla polna energije. Ne, pravo gre v stran, papirji ti ne bojo dali energije, živa bitja ti bojo pa dala energijo. Zelo. Jaz mislim, da so zelo. Oni znajo razmišljati drugače. Oni znajo stopiti iz vloge žrtve. Recimo, ko sem jih jaz dobila, je bila, ne vem, da sem izmislila slaba ocena ali pa neki, so bile solze. Zdaj se rečem v redu, kaj zdaj? A so bolj solze ali je bolj vprašanje? Jaz imam ta vprašanja tam na panoju in kaj je še dobro, ko nekdo igra recimo vlogo žrtve in ga jaz hočem spraviti ven iz nje. On ve, da mora pogledati gor in pogleda in ne pogleda samo on. Cel razred pogleda v bistvu gor in do konca leta jaz sem prepričana, da bojo ponotranjili vse nekaj vprašanj, če ne vseh. Velikokrat slišimo, da učiteljski poklic ni več to, kar je bilo, da izginejo vrednote, da učenci niso več to. Sama gledam na to malo drugače. Jaz pravim, vrednote so še vedno, samo se je treba o njih pogovarjati, dnevno spodbujati, dokler ne zleždejo pod kožo. Noben sistem ni nikoli tako dober ali pa tako slab. Vedno so možne izboljšave, oziroma lahko bi bilo pa tudi slabše v končni fazi. S tem jaz ne izgubljam energije. Je tako, kot je. In tako, kot ste rekli, jaz imam proste roke, dokaj proste roke, da vozim znotraj tega sistema, da kaj dodam, da kaj odzamem, da kaj spremenim. In to se mi zdi, da je to bistvo.